Ej, živijo! Na testu imamo največjega Volkswagena. Crafter je vsestransko uporaben kombi, ki se je v zadnjih desetletjih, ne sicer vedno pod tem imenom, uveljavil kot zanesljiv partner obrtnikov. Lahko je tovorno ali delovno vozilo, na voljo je namreč v različnih dolžinskih in višinskih izvedbah, kar pomeni, da si ga lahko prilagodite glede na svoje potrebe. Radi rečemo, da se novodobni kombiji vozijo precej avtomobilsko in novi Crafter pri tem ni izjema. Dobro zatesnjena kabina in primerna pozicija sedenja omogočata udobje, preverjeni 2-litrski TDI pa tudi razmeroma ekonomično vožnjo. Ampak tole ni navaden Crafter. Tisto najboljše se skriva tukaj zadaj. Poglejte, kaj so nam uredili pri Španu. Nekateri si predstavljajo, da gre v primeru kombijev zgolj za prevažanje škatel in ostalih nerodnih predmetov. A kombi je lahko še več. Za mnoge obrtnike predstavlja mobilno delovno postajo, ki mora omogočati pogoje za posel, ki so čim bolj podobni domači delavnici. Pomembni sta uporabnost in fleksibilnost, obenem pa mora kombi ostati kar se da lahek, da ohranimo njegovo ekonomičnost in ob dodatni obremenitvi ne presegamo največje dovoljene mase. Za mano je mobilna delavnica, mini skladišče, logistična enota in vse ostalo, kar delovna ekipa potrebuje, ko gre v akcijo. Aluka je nemški proizvajalec aluminijaste opreme za vozila. Pri Španu so tale kombi seveda nadpovprečno založili, da bi prikazali čim več možnosti nadgradenj. Tole je pravi raj za mojstre. Izredno pomembne so obloge. Te morajo omogočati, da v samo vozilo ne vrtamo, saj leasing tega ne dovoljuje. V danem primeru sta steni iz aluminija, pod pa iz polipropilena. Nato sledi razporejanje in vgrajevanje elementov. Možnosti je preveč, da bi jih lahko prešteli. Vsakdo si lahko prostor prilagodi glede na lastne potrebe, okus in seveda razpoložljiva sredstva. Oprema iz aluminija je seveda nekoliko dražja od klasične, ampak se pa oddolži z manjšo težo. Pri takole založenem kombiju prihranimo že okoli 150 kg. Pravilna razporeditev elementov, ki se dopolnjujejo še z različnimi napeljavami, je zahteven postopek. Pri Španu tako svetujejo že pri izbiri pravega gospodarskega vozila, nato pa tudi pri dodatni opremi. Slednjo pred končno odločitvijo tudi 3D izrišejo. Ok, pa pejmo skupaj čez tale raj za mojstre. Za začetek imamo na tej strani različne police s tako imenovanimi L in S boksi. Tile služijo za hrambo različnih drobnih predmetov. Na tej strani imamo predale. Najbolj mi je recimo všeč tale z orodjem, ki v dolžino meri kar 120 cm. Tale izvlecni modul že meji na prestiž. Tukaj se recimo delavci lahko osvežijo, recimo tukaj imamo hladilnik ali pa tale kanister z vodo. Večinoma bo pa tak izvlečni modul uporaben za namestitev agregata. Za lažji prevoz predmetov imamo na voljo take teleskopske palice, ki jih namestimo v posebne tračnice. Te pa razporedimo po kombiju glede na naše potrebe. Poleg tega pa na terenu pogosto rabimo različne vtičnice in še nekatere druge pripomočke. Pri Španu poskrbijo tudi za optimalno osvetlitev delovnega ali tovornega prostora, dizajn in polepitev zunanjosti ter morebiti posebna lita platišča. Vse skupaj na koncu tudi homologirajo in s tem oprema tudi uradno postane del vašega gospodarskega vozila. Špan ima 25 let izkušenj na področju predelave dostavnikov. Svetujemo pri izbiri vozila, pri izbiri opreme, vse skupaj v bistvu prilagodimo finančni sposobnosti oziroma budžetu, omogočamo financiranje, se pravi vozilo, skupaj z opremo, lahko tudi z orodjem, po vaši želji in vse skupaj potem prehomologira, pač ali se vpiše delovno vozilo ali vpis polic, če imate ustrezno konfiguracijo. Vozilo se zavaruje, registrira, v bistvu je avto oziroma delovno vozilo na ključ, kupite pri nas pri Španu.